Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Politična sredina brez vsebine, povečajmo sredino. Nesojeni kul mandatar Damijan pravi, da politična sredina pri nas ni kul. Pozno pride Kraljević Jože na Kosovo polje, bi lahko komentirali. Njegova rešitev? Ustanovimo še eno sredinsko stranko brez vsebine. Vi pa gledate 84. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodov. Danes bomo za vas komentirali medijska podoba Slovenije. Na mediji nastavljajo ogledalo ali so zgolj odsev stanja duha. Kakšne medije imamo pri nas, zakaj so taki in kako jih vidimo, nam bosta pomagala razvozlati naša stalna komentatorja. Bojan Požar in dr. Boštjan Marko Turk. Dobrodošla. Bojan, Boštjan, preden gremo na današnjo temo, me zanima vajino mnenje. Se vidva strinjata s to oceno Damjana, da sredinske stranke so pri nas brez vsebine in ali ima on pravi recept za rešitev tega problema? No, jaz bi se moral, če smem, Ja. jaz bi se moral najprej vprašati, kakšno vsebino ima pa Jože pa Damjan. Ne? No, vse se lahko vprašamo. Torej, jaz mislim, da je tle izhodiščni problem. Ne? Vsi ti ljudje, ki se pojavljajo v vseh teh konstelacijah, ne, so vsi brez vsebine, pa z ogromnimi apetiti. Ne? In ljudje to enostavno vidijo. Ne? Jože pa Damjan bi rad bil prvi na vasi, potem bi rad bil vsak od tistih, ki so v tej koaliciji kul nekaj podobnega. Ne? In to je edino, kar jih zanima in pač zakulisni aferi, torej akteri v ozadju jih pa k temu zelo spodbujajo, ker vsak bi rad pač delež svoje plenilske pogače si utrgal. Vse to je pa zavito v neke sladkobne zgodbe o nekih, recimo, to je moralnih kritikah, a ne, da je brez vsebine ali karkoli takega, ki so v bistvu strahotno kičaste. Ne. Kažejo pa na to, da je ta slovenska posttranzicijska politična elita prišla do točke nič, oziroma tik pred njo je. A ne, tako kot je tik pred tem, da nastane neko novo vesolje, če vzamemo pač to točko singularnosti, ki je v fiziki, ne, bila prek velikim pokom, ampak to je popolnoma izpraznjeno vsega, vseh idej, vseh konceptov, vse verodostojnosti, vse morale, vse, predvsem pa tragično izpraznjeno vse pameti in to je glavni problem. Kaj ti praviš, Bojan? Ja, zdaj najprej bi jaz rekel, da sem si pogledal ta prispevek detaljno in sem bil zelo razočaran, da sem videl kandidata za predsednika vlade, kaj je J.P. Damjan še do nedavnega bil, z izjemno pošvedanimi čevlji. Ne? To je, mislim, neverjetno je, s kakšnimi čevlji pride takšen kandidat, ne, za neko tako visoko politično funkcijo na neko dajo, kot je recimo Studio City. Ne? Zdaj, kaj se tiče te njegove teze, glejte, če pogledamo recimo stranko SAB, ne, stranka, katere ključni poslanci so Marko Bandelli, ne, ki ne zna niti dobro slovensko, Maša Kociper, pa tale recimo Andrej Rajh iz Maribora, pa recimo Alenka Bratušek, to so ljudje, ki dejansko ne morejo ponuditi dobene vsebine in tudi doslej dobene vsebine niso ponudili. Ne. Bi pa nekoliko vzel v bran LMŠ, ne, kot je danes povedal Šarec, je LMŠ pred časom plačala Jožetu P. Damjanu neko študijo za 18.000 evrov, ne, da bo to pač uporabljala pri svoji politiki. Ne. Skratka, vsaj za 18.000 evrov vsebine je očitno ta stranka imela, če so to plačali Damjanu, ker Damjan pač sebe, kot vidimo, povezuje z človekom, ki ima vsebino. Ne. Sicer pa se strinjam s tem, kar je Boštjan rekel, pa mislim tudi, da gre zdaj za neke nizke udarce, pa maščevanje malega Jožeta P. Damjana, ker mu ni uspelo postati mandatar. Po drugi strani je pa verjetno res, ne, če gremo analogno, da saj za boljše čevlje bi tudi Damjan potem mogel imeti. Od teh 80 čevljev bi si lahko kupil italijanske čevlje, to je res. Ja. Ok, gremo na današnjo glavno temo. Bojan pravijo, ne, pregovor pravi, ali pa recimo neka taka miselnost je, politika je taka, kakršno si ljudje zaslužijo, ali pa stranke so take, kot si jih ljudje zaslužimo, a velja enako za medije tudi po tvojem. So pač slovenski mediji taki, kot si jih zaslužimo? Ja, načeloma ja, no, ampak zdaj mogoče je pač ta teza, ne, da si pač, da ljudje imajo recimo tako vlado, pa take politike, kot si zaslužijo, je mogoče malo bolj neposredno povezana s tem, da ljudje pač to vlado oziroma te politike volijo, ne, si sami izbirajo na nek način, ne, recimo pač, dobro, kako se pride do tega izbora, je pa seveda drugo vprašanje. Pri medijih pa to ni, ne, mediji, čeprav tudi na nek način seveda so, pri nas se to vidi, ne, zdaj po teh 20-30 letih tranzicije, ne, so mediji pač ostali
postali neka veja, neko področje v tej državi, ki enostavno pač ni dalo skozi to tranzicijo, ne, tako kot mogoče pravosodje, pa v veliki meri tudi policija in tako dalje. In mediji so tudi na nek način pristali, bom rekel, zdaj v bistvu in odraz, ne, tega stanja v državi, ne, in ogledalo te države, ne. Zdaj, si državljani to zaslužijo, je pa vprašanje, ker jih verjetno nikoli niso izvolili, čeprav jih v veliki meri podpirajo s tem, da jih gledajo, berejo in poslušajo, ne. Zdaj, Boštjan, ti si vrsto let prisoten v medijih, nisi novinar, ne živiš od medijskega dela, si pa pač objavljaš, ne. Redno si objavljal dolga leta v Reporterju, zdaj si začel objavljati na Požareportu. Kako ti vidiš recimo iz svoje pozicije, skozi ves ta čas, ko pišeš, ko objavljaš recimo to slovensko medijsko sceno? Jaz bi najprej rekel, nekoliko drugače v tej točki razmišljam kot Bojan, ne. Namreč preprosto mediji so zdaj že 10 mesecev v najbolj brutalni obliki vojne s to vlado in to vojno so, kot sem pisal v zadnjem Požareportu, tudi več ali manj, torej oni mislijo, več ali manj uspešno začeli izvažati v Evropo, ne. Ampak v bistvu se z Evropi Slovenijo pač nihče dosti ne ukvarja, to vam odkrito povem. To imaš verjetno v mislih večino medijev, ne vsi, ali kako? A so vsi mediji v vojni? Torej, to, kar imenujemo, to, kar se za delovno besedo imenuje medije, ne, ampak torej, to niso mediji, ne, ker temeljni problem je ta, da mi imamo mogoče v tem pasu 5 do 7% medijev, ki si to svoje ime zaslužijo, ne. Včasih sem žal, ko je beseda do tega prišla, navajal poleg Požareporta, Faktorja, drugih alternativnih medijev, Nove 24 recimo, tudi Reporter. Zdaj mi moja kartezijanska pamet to nekako žal preprečuje in to ugotavljam z nemajhno bolečino za samega sebe. Ta stvar, ta propad, namerno strmoglavljanje te revije, ki je bila nekoč nosilna revija v desnosredinskem prostoru, ki je bila referenčna točka, ne, to uničenje, to se mi zdi tako, kot da bi hoteli to revijo umakniti iz prodaje tja do maja, junija meseca. To od izganjanja vseh ključnih avtorjev, če ste opazili, ni več pač nobenih kolumnistov, ki so bili včasih, ki se dogaja po odhodu, poudarjam, Silvestra Šurle, poudarjam po njegovem odhodu, mene boli. Jaz 13 let sem pisal vsak teden za Reporter, pisal sem ne samo kolumne, pisal sem reportaže, članke, recimo zadnje, kar sem objavljal, je bilo o masonih, to je bilo kapitalno odkritje, do katerega sem prišel, se pravi, da so masoni dokazano v ozadju nastanka prve Jugoslavije in so s tem zakolili tudi slovensko usodo v 20. stoletju. Vse to sem objavljal, in to je zdaj pač del neke preteklosti in ta revija bo pač izginila, kot izgine sneg na spomladanskem soncu. Ampak vse to ni pomembno, to je pomembno z mojega osebnega stališča, z mojih osebnih, bi rekel, emocij, ampak to je pač nepomembno. Pomembno pa je, da v tem tako imenovanem medijskem prostoru sploh nimamo opravka s klasičnimi ali pa z mediji, kakršni naj bi bili po Münchenski konvenciji, ampak imamo opravka z ljudmi, ki se pač za mali denar, kdaj tudi, vemo, da STA-ju 5 evrov za članek, udinjajo pač tem tranzicijskim elitam globoke države, ki se zdaj drenjajo v tem ribniku, in to je to, in to je to, tu ni nobene, v slovenskih medijih pa vlada, torej so izjeme seveda, ampak v slovenskih medijih sicer vlada grozljiva negativna selekcija, torej ljudje, ki jih dnevno videvamo pač po TV ekranih in po teh, so pač rezultat grozljive negativne selekcije, zato preprosto, ker drugače ne more biti, če ti stopaš pač v razmerje s tem, da boš govoril ne po resnici in da boš kršil pač temeljne novinarske kodekse, ki so pač razkrivati stvari, predstavljati svetu to, kar se dogaja narobe, potem pač se moraš v sebi zlomiti, in te zlomljene eksistence gledamo ne bom zdaj po imenih, ampak te zlomljene eksistence gledamo v tako imenovanih večinskih medijih, ampak vse ta ladja se potaplja, ker mediji so, Trump je 2016 to dokazal, mediji so postali, bi rekel, z iznajdbo družbenih omrežij odveč, preživijo in dobro eksistirajo mediji, ki imajo svoj profil,
ki delujejo kot mediji, recimo Bojanov profil, drugo je pa nepotrebno, zato ker zakaj bi jaz čakal, da kupim Delo, če čakal 18 ur, če na Twitterju lahko to novico zvem v tem trenutku, zakaj bi to počel? Ja, no, ko smo ravno pri tvojem profilu, Bojan. Hotel sem za bistveno stvar dodati zdaj k temu, kar je pač še prej govoril Boštjan. Zdaj, če recimo drži teza, da pač se Reporter pelje nekako k propadu, k ukinitvi, k ugasnitvi revije, to se seveda ne more zgoditi brez lastnika, skratka gre za neko načrtno odločitev. In to je zdaj, pravzaprav tu se recimo kaže eden od pomembnih elementov načina eksistiranja slovenskih medijev. Ne eksistirajo tako, ne živijo tako, da se v bistvu borijo za bralce, da podajo čim več izvodov, ampak obratno. Lastniki svoje medije izkoriščajo samo zato, da poskušajo služiti ali pa bogateti na povsem drug način in imeti tu samo neko orodje, nekega pritiska na neke druge subjekte, na vlado, na politiko in tako dalje, da se prihaja do drugih virov financiranja, zlasti proračunskih. Skratka, v principu jim je vse en, to, kar počnejo mediji v tujini, čim več izvodov podati na trgu, tukaj se dogaja pa nas ravno obratno. Celo interese, da se proda čim manj, ampak da se dela usluge neki pač politični opciji, nekemu politiku ali neki vladi ali neki opoziciji. No, je pa ta tvoj profil na nek način tudi medijski fenomen v Sloveniji, Bojan, ker ti si v bistvu praktično edini, ki si vertikalno, če tako rečemo, integriran. Si tako lastnik, urednik, kot tudi glavni avtor pač na svojem spletnem portalu. A je to po tvoje edini možni model, po katerem se da toliko časa preživeti in ohraniti to pač neodvisnost? Ja, dobro, to zdaj bi težko rekel, da je to nek model, ki avtomatično funkcionira, ampak treba pač vedeti, da je Slovenija majhna država, da je tukaj majhno tržišče, 2-milijonsko tržišče in da je na vsak način treba delati z nekimi nizkimi stroški. Zdaj, tukaj pač pri spletnem portalu Požar Report se je pač to nekako poklopilo, nek velik doseg, pa je tudi nizki stroški produkcije teh medijskih vsebin, ampak moram reči, da se jaz nisem z tega odločil takrat, ker bi videl v tem prihodnost, ampak preprosto sem se takrat leta 2006 odločil na nek način, da nimam pravzaprav več kaj početi v teh večinskih medijih, sicer bi se mi dogajalo to, kar je pač opisoval Boštjan, Delo ali pa urednikoval bi nekim časopisom, ali pa revijam, ki bi jih lastniki zavestno pustili propadati zaradi nekih drugih interesov. Drugače pa jaz osebno verjamem v to, da je pač prihodnost medijev v nekih nišnih vsebinah, ki pač ima nek svoj krog bralcev in potem na podlagi tega na nek način cirkulira ali pa funkcionira. Ker zdaj v prihodnosti se bo tako zgodilo, da bo obstalo nekih 2, 3, 4 ali 5 svetovnih spletnih platform, kamor se bodo potem pač navezovali razni nišni mediji, kot je Požar Report ali pa karkoli recimo podobnega. Tako da to mislim, da je prihodnost. Prav, si bomo vzeli zdaj krajši premor, ampak ne namit, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kakšna je medijska podoba Slovenije. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Boštjan Turk in Bojan Požar, pogovarjamo pa se o medijski podobi Slovenije. Zdaj, Boštjan, mediji, ti si, ko smo končali, si govoril o tem, pač družbena omrežja pa mediji. Praviš, medijev ne rabimo več, imamo lahko namesto tega družbena omrežja. Ampak meni se zdi, ne vem, če se tudi tebi, da pa slovenski politiki, vsaj za slovenske politike to lahko rečem, imajo več težav z družbenimi omrežji, kot pa z mediji. Se mi zdi, da v časih, ko ni bilo toliko tega razširjenosti družbenih omrežij, so lažje nekako to menedžirali, kakor pa zdaj. Kakšno je tvoje mnenje? Ja, pa se ker je včasih, recimo, jaz mislim, da prav ta družbena omrežja omogočajo eno temeljno demokratično mrežo širjenja informacij. To je pač kondicija sine qua non. In tega razvoja se ne bo dal pač več ustaviti. Zdaj nekateri politiki, ne vem, če to misliš Janšo, pač on... Ne, mislim na splošno, ne mislim samo Janšo. Govorim o slovenskih politikih na splošno. Ali oni po tvojem mnenju pač dobro obvladajo družbeno omrežje, jim ta koristijo ali jim ne koristijo? Jaz mislim, da če govorimo o Janši, je pač on toliko zrasel s tem Twitterjem, da v bistvu je postal od njega neločljiv, zdaj ga pa uporablja za to, da
komunicira z ljudmi, ki želijo slišati, kaj se v resnici dogaja. Ne? Zato, ker so pač večinski mediji drugače ravnati ne more, zato, ker so pač večinski mediji v vojni s to vlado, a ne? In v vojni, ko je Slovenija že tako ali tako v vojni z virusom, ne? To je pač ena dodatna moralna diskvalifikacija teh, ki se tega lotevajo. Ne? Drugače, recimo, težko sodim, kaj dela Alenka Bratušek, ker torej sem opazil neverjetno število politikov, Gregor Golobič, Alenka Bratušek, Bombardeli, neko se že piše vse? Bandeli, ja. Bandeli, ne Betoneli, a Bandeli, ja. Ja. Torej, ima 3 imena, kot avstrijski cesar včasih. To je lepo. Ampak hočem reči, so me blokirali, ne? Sploh kako ne pa jaz vem, kako ne pa vem, kaj recimo misel, se pravi, gospod politik za 4 imeni, od Betoneli naprej do in tako, ne? Kako ne vem, če mi blokiral, ne? Zdaj, ne? Se pravi, kako ne vem, kaj on misel. Potem vidim, ne, recimo, da pač to, ker Bojan piše, ne, da imajo pač te, Alenka Bratušek ima par profilov, oziroma ne vem, kako to kombinirajo, to so tako imenovani troli, ne, ampak meni se to v bistvu ne zdi, pa pač to je svoboda govora, vsak ima lahko več profilov. Jaz imam recimo en profil, nimam potrebe potem, da bi imel 2, lahko bi imel pa tudi 2, zakaj pa ne bi imel 2, ne? Pa bi bil recimo na enem Magnifico Veličastni, na enem pa Boštjan M. Turk. Ne? Ne vem, mislim, kje bi bil tle zdaj, ne? Se je to pač, se je tudi Trubar, čakajte, če gremo čist ad rema, ne? Primož Trubar ni prve knjige, ki začenja, bi rekel, slovensko pismenost, ne, začnejo že Brežinski spomeniki, ampak kljub temu, ne, opismenjevanje Slovencev je izdal, ni pod svojim imenom izdal, ampak pod imenom Philopatricus Illyricus, ne, se pravi pod psevdonimom, ne, in pač tle, se pravi, neka, ne vem, jaz iz tega ne bi delal, bi rekel, velike ne tragedije, mogoče kakšno komedijo, no, ne vem. Ja, zdaj Bojan, ker smo že načeli to temo, ne, teh lažnih Twitter računov ali pa alternativnih Twitter računov, tako kot temu pravi Boštjan. Zdaj vemo, imeli smo primer pač poslanke Alenke Jeraj, to so vsi mediji skočili na to, ne, novice. Ti si pa v tem času razkril več primerov, dokumentirano, da tudi druge stranke, konkretno SAB, njeni najvidnejši predstavniki, upravljajo z lažnimi profili tako na družbenem omrežju Facebook kot na Twitter, pa to ni našlo poti na naslovnice dominantnih medijev. Ne? Ja, dobro, to zdaj sodi v kontekst tega spopada medijev z vlado, ne? To je pač evidentno. Ne? Čim se pojavi neka informacija, ki ni v kontekstu tega spopada z vlado, mediji preprosto ne objavijo. Ne? To je pač zdaj temu tako. Ampak jaz pa reči, da sem objavil nisem objavil dobene sume, ne? na te anonimne profile, pa fake profile, ampak sem objavil samo tiste, ki sem jih lahko s papirji dokumentiral. Predvidevam, da je teh še bistveno več. Ne? Zdaj, recimo pri SAB-u je značilno to, ne? Pri politikih stranke Alenke Bratušek je značilno to, da ko blokirajo vedno kolektivno. Ne? To se mi zdi, da je ena taka stranka, mislim, da, ZDS, ne vem, mogoče, če te Janša blokira, te avtomatično blokira Vinko Gorenak, to ne vem, ker me pač Janša ni blokiral. Ampak tukaj te pa kot te en blokira, Bandeli, te blokirajo vsi, vključno s tistimi anonimnimi profili. Veliki demokrati. To je najbolj absurdno. Ne? Zdaj, glede teh koristi je pa tako, no, jaz mislim, recimo, da Janši blazno koristi ta Twitter. Ne? On je pač preko Twitterja najde neko direktno komunikacijo, kaj želi povedati širši javnosti, kaj želi povedati samo nekim svojim privržencem, ali pa kaj želi povedati medijem. Potem pač temu tempira vsebino tvita, ampak če on tega tvita ne bi imel, potem bi mogel za vsako svojo izjavo v bistvu bi šla skozi filter teh večinskih medijev. In predvidevamo, kam bi to prišlo. Se nobena njegova izjava se takšna, kot bi on v resnici rekel, ne bi pojavila nikjer. Ne? To bi bilo čisto neka druga zadeva. Jaz si v principu njegove politične zgodbe danes več sploh ne znam predstavljati brez tega, da on direktno komunicira skozi socialna omrežja. Ampak, če hočeš to početi, moraš imeti pa veliko število sledilcev. In je zato v bistvu ne razumem, kot prav Boštjan, politikov, ki avtomatično hočejo vztrajati na tem, da imajo majhno število sledilcev in še to samo tiste, ki jim nekako prikimavajo. To je popolnoma absurd. Ampak to je zelo veliko, jaz mislim, da jih, ne vem, rekel bi, da jih
95% politikov nageno k temu, da blokira mnenja, ki niso v sozvočju z njegovimi. Ne? Ampak to je, recimo, da bi to mi počeli, ne? Bi še nekako razumel. Ampak da to počne politik, ki mora delovati, ne? Ki išče svoje volivce, ne? Med vsemi temi, pač, ki imajo volilno pravico, je pa absurdno. Ne? Ko smo že ravno pri filtrih boja, ne, ti si danes objavil en dosti odmeven članek o tem, da je ustavni sodnik Rok Čeferin sodil v zadevi, v kateri ne bi smel, ker je bil v njo vpleten, bi se moral izločiti. In potem so o tem poročali drugi mediji. Zdaj vemo, ne, en drug spletni portal je poročal tako, da ni navedel pač imena medija, ki je to prvi objavil, je rekel nek spletni portal, ne, in potem pa je ta članek celo umaknil, to v istem dnevu. Ne. Pa pozor, ne govorimo o Janezu Janši, da bi tako rekli, aha, ne, seveda novinarji se bojijo za svoje življenje, tako kot Blaž Zgaga ne upajo pisati o Janši, govorimo pač o enem ustavnem sodniku. Ne. Ja, zdaj to je pač, to je znova nek kontekst. Ne. Zdaj se tukaj na eni strani imamo pač Janšo, ne, na drugi strani imamo neke Čeferine, ne, družino Čeferin, ki se pojavlja kot neki potencialni morebitni prihodni politični nasprotnik. Družina Kennedy slovenske verzije. Ja, verzije. in to je zdaj, dobro, in to je zdaj, no, pustimo to, ne, ja, Kennedy, ne, bi mogli recimo žene primerjati najprej, pa tako dalje, ne. Ampak to je zdaj pač, vse se dela potem znotraj tega konteksta, ne, ampak zdaj, to, kar je naredil 24ur.com, ne, prvič so vsi ti mediji počakali, niso povzemali moj članek, ampak so počakali, da bodo dobili reakcijo na moj članek. Ne? Skratka, niso poročali o temi, oni so poročali samo o uradnem odgovoru na to temo. Ne? Čeprav se na koncu izkazali, da ta uradni odgovor pravzaprav še bolj, bomo rekel, komplicira situacijo. Še bolj inkriminira. Za Čeferine, ja, še bolj jih inkriminira. Ampak ne samo to, ne? Na 24 se je zgodilo, da so potem po nekem času celo ta članek umaknili in ga pravzaprav ni mogoče najti. Kar dokazuje, ne? Ravno obratno zgodbo, kot jo v bistvu podajo pri nas novinarji, to je, da ni problem, pa ni težava v tem, da pišeš o Janši, težava je očitno v tem, da pišeš o Čeferinih. Pa ne o Aleksandru Čeferinu, celo o Roku Čeferinu ne smeš pisati. Ne? To je očitno zdaj problem tega novinarstva. Zdaj lahko bi sočustvovali, ne, v bistvu 24ur.com, ker mi imamo izkušnje, ko nam je UEFA prepovedovala oddaje na YouTubu, ne, zdaj se očitno njim dogaja, da jim UEFA prepoveduje članke na njihovem spletnem portalu. Glej, jaz to zdaj pač ne morem zgotovo zatrditi samo po vseh izkušnjah, ki jih imam pač z tem, kako funkcionirajo naši mediji. Jaz tukaj zdaj konvertiram potezo, da je preprosto poklical Aleksandar Čeferin, je poslal SMS kakšnemu od teh vodilnih ljudi na Pop TV-ju in je prosil, če umaknejo članek o njegovem bratu. In to se je potem tudi zgodilo. No. Sej, Pop TV zelo veliko komunicira z Čeferinom, tudi vem, da vodilni ljudje Pop TV-ja hodijo na obiske k Čeferinu v Švico in podobno, skupna kosila in te stvari. In je potem pač to nek izplen, ne. Sprav, ko hodiš nekomu na kosilo, si bo nekaj dolžan in je potem pač rezultat tega, da moraš članek umakniti, če ti nekdo tako naroči. Ne, to je neverjetno. Pa še bolj neverjetno je to, da je STA, kako je to STA povzela, pa da je on ugotovil, pa da je ustavni sodnik Rok Čeferin ugotovil, da se je po pomoti znašel, oziroma da se je zmotil, ko se je znašel v stvari, presojal v stvari, v kateri je bil sam osebno udeležen. Ja, poslušajte, to je tako, da bi zdravnik, to je najvišja oblast sodna v državi, tako, da bi zdravnik, odličen kirurg ugotovil, ugotovil, da se je pomotoma, namesto da bi operiral, bi rekel, ne vem, slepič je jetra operiral. Ne, mislim, se to je, poslušajte, to je že blamaža sama po sebi, ne, ker kaže, torej jaz pač, kar se tiče Čeferinov, spoštujem najbolj tistega, ki je najmanj medijsko izpostavljen in to zaradi ene zadeve, to je Peter Čeferin, večkrat sem te govoril, to je pa zgolj zaradi primera Perič, ki ga natančno poznam, predvsem pa poznam strukturo Čeferinove obrambe, ne, vem, da je ta človek ponedolžen zaprt in me je presenetila, bi rekel, kvaliteta odvetniškega dela in miselna moč, ki jo je v to vložen, zato ga spoštujem. Ne morem pa spoštovati Aleksandra Čeferina, v katerem berem, razen tega, da je postal na nek čuden način kandidat za pač šefa UEFA, napravil pa ni v svojem življenju nič. Če me spomin ne vara, je bil zraven Jurčka, ko je govoril, se pravi v državnem zboru, ko je Jurček ponavljal za njim, odgovor je enak prejšnjemu in tako ad eternuma, ne, do božje slave teh odgovorov in vsega tega. Ne. Zame pač to niso referenčni pravni strokovnjaki in referenčni odvetniki. Ne, mislim, kako pa, mislim, vsa ta, bi rekel,
nogometna in športna, bi rekel, funkcionarska scena se mi zdi pa nekaj, kar bi sploh ne smelo obstajati, zato ker to je prepleteno s toliko ta Infantino, če ste ga videli, ne, kako je inštruiral sodnice v tem katarskem režimu, da mora biti do šejka kakšna in kako, in to pa se poslušajte, se to človek ne more vedeti, da se to dogaja. Jaz mislim, da bi morali to pač preprosto, to športno funkcionarstvo ukiniti. Ga ne rabimo organizatorji športnih iger, a ne, ker vse to športno funkcionarstvo deluje po načelu roka roko pere, kot se reče, obe pa zadnjo plata. Ne. No, zdaj, v tem sporočilu, no, ki ga je pač izdalo tudi danes uradno ustavno sodišče v zvezi s tem člankom, ne, je pa zanimivo tudi, da niso demantirali nečesa, kar sem jaz napisal in kar kaže na to, kaj se danes dogaja. Ne. Zelo preprosto je to, kar pravijo znanci od Roka Čeferina, da mu je ta oblast, odkar je na ustavnem sodišču stopila v glavo, in reakcije so takšne, kakršne pač so. Ne. Jaz sem že to družino precej dobro poznam, in gospoda Petra, in Roka Čeferina, in Aleksandra Čeferina, in mislim, da se zlasti pri tej mlajši generaciji Čeferinov nekaj prelomil v zadnjem času, ne, in da je pravzaprav nastal nek mindset, ne, katerih posledica so pač te situacije, kjer smo zdaj, ne pozabimo to, kar se je včeraj dogajalo v Srbiji, ne, ker je predsednik, ki so v bistvu zaradi suma umora aretirali predsednika Nogometne zveze Srbije, in on je pravzaprav eden od najzveselejših sodelavcev, ne, Aleksandra Čeferina, eden od tistih, ki mu je pomagal tudi, da je postal predsednik UEFA in tako dalje. Tako da bom rekel, zelo čudne zgodbe so, tukaj ne omenjam še gospoda Vesela in vse te stvari, ne. Tako da marsikaj zdaj pač prihaja na dan in žal je pač to, da o tem nekateri mediji poročamo, nekateri mediji pač za nekih drugih interesov preprosto gledajo stran in imamo pač takšno situacijo, kot je zdaj. Pa samo še medklic, kakšno pa je to ustavno sodišče, če ima za 5 let, oni so za 2 leti povečali zaostanke v vseh zadevah, a ne, to recimo moj iz 3 na 5 let so šli, ja? Ja, to pa poslušajte, pa jih noben pozdrav ne vpraša. Moj primer Taufer, ker sem bil po krivici obsojen zaradi, in bo na Evropskem sodišču to zagotovo padlo zaradi zlorabe govora, ker nisem ničesar trdil, kar ne bi kot tak spoznal z vso, bi rekel, habilitacijo, ki jo imam, se pravi presojevalca umetniških in umetnostnih fenomenov, a ne, sem bil brutalno obsojen na 25,000 evrov vsega skupaj, kar smo naša družina morala plačati, ne, in sem se obrnil na ustavno sodišče, da se izreče. Jaz lahko pričakujem, da bojo pač mojo pritožbo zavrgli, ampak jaz vem potem lahko naprej, ampak če ne naredijo nič, a ne, imam pa jaz po 3 letih občutek, a ne, da to delajo namerno, a ne. Zdaj, kaj je pokazala ta zgodba, Boštjan? Ta zgodba je pokazala, da oni zavržejo, skratka sodijo v tvojo škodo, naprimer, ne da bi sploh tvojo pritožbo prebrali. To je zdaj pokazala zgodba Čeferin. Ker takih primerov, kot je zdaj prišla pač na dan, je lahko na stotine. Čeferin je specialist za medijsko pravo in specialist za, bi rekel, svobodo govora. In on je bil v tej zadevi poročevalec, kar pomeni, da je on bil tisti, ki je mogel natančno prebrati. Če je kdo prebral, je prebral on. Ne? Bi mogel prebrati in potem predlagati razsodbo. Pa v korist tvoji tezi, a ne, da so se pač v zadnjem času, ne vem, kaj se mi je zgodilo, ampak ta isti je 10 let nazaj, isti Rok Čeferin, je 10 let nazaj pač off the record povedal v Reporterju Silvestru Šurli, a ne, da bo ta primer Pirjevca zoper mene zagotovo padel, pač, ker ne more zdržati. Ne? In to se tudi zgodilo. To sem hotel jaz komentirati, oni ti prvošajo odškodnino, Boštjan. Ne? Ja, jaz moram s tem živeti, jaz lahko s tem živim, ampak to, kar so naredili, pa kot je bilo v Faktorju zadnjič, Noviču, ne, in tako naprej, ne, Javševčevi, Periču, ne nazadnje, oni pa s tem ne morejo živeti. Ne? Ja, ampak zdaj, ko smo že omenili STA, ne, tukaj pa se mi zdi, ni konc bizarnosti v tej zgodbi STA vlada Janeza Janše. Ne. Zdaj, zadnja poteza STA je edini družbenik STA, da to ponovimo, je Republika Slovenija. Lastniške pravice je uveljavila prek vlade Republike Slovenije in zdaj STA prekinila dostop vladi do vsebin STA. Zdaj, mislim, ne vem, če imamo še kak primer, no, neke pač državne ali pa nacionalne tiskovne agencije v Evropi, kjer bi se podobne stvari dogajale. No. To ne vem, samo zdi se mi, zdaj danes je bilo precej kritika včeraj, ne vem, kdaj je bilo to pravzaprav rečen, ker je pač Igor Zorčič, predsednik državnega zbora, ne, je pač rekel, da se mu zdi najboljša varianta, da bi pač spor med STA-jem, oziroma pač da bi STA svoj prav, ne, za katerega trdijo pač, da ga ima dokazala na sodišču v sporu zbala. To se mi zdi logično, ne, pa tudi se mi zdi najbolj racionalno, ker so zdaj stvari popolnoma pregrete, ne. Ampak je pa tukaj en kup nekih absurdov, ne. Zame pač kot največji absurd je pač to, da
da nek direktor noče pokazati poslovne dokumentacije lastniku podjetja, ki ga on vodi. Ne. Mislim, to se mi zdi, bom rekel, sploh ne vem, kako bi temu imenoval, ampak po drugi strani je pa v bistvu vse to skupaj posledica, da se je po mojem pač direktor Veselinovič odločil za neke vrste politični spopad za to vlado. Odločil se je po mojem čisto zavestno, zato ker pač ima podporo neke opozicije, ker ima podporo večinskih medijev, ker je konec koncev tudi finančno preskrbljen, ker je pravzaprav tik pred odhodom v pokoj in mu je pravzaprav glede tega vseeno. In očitno je pač del politike ugotovil, da je to neka zanimiva politična tema lahko in zdaj se skozi to pravzaprav dogaja tukaj v bistvu vse skupaj pada samo na nek nivo politike. Ne. Tukaj ni več nobene racionalnosti. Tako da ta ideja, da bi se pač vse skupaj preselilo na sodišče, se mi zdi, bom rekel, zelo pametna, ampak drugače pa mislim, da bi se vlada mogla odločiti za privatizacijo, ker vse velike tiskovne agencije, United Press in vse te Associated Press in tako dalje, to so vse zasebne agencije. V najslabšem primeru pa bi vlada recimo lahko naredila javni razpis, pa potem ponudila pač koncesijo podjetju, ki bi postavilo najboljše pogoje, ker vlada vsako leto nameni 2 milijona 100 tisoč evrov, samo v obliki tistih obveznih prispevkov za STA iz proračuna, tako da za ta denar se da narediti bistveno boljšo agencijo, kot jo zdaj dela Veselinovičina ekipa. Je pa po drugi strani tudi nenavadno, da ne rečem bizarno, da vlada očitno ne more zbrati večine v državnem zboru, da bi zamenjala pač nadzorni svet agencije, in zdaj razmišlja, da bi jo preselila na demografski sklad in potem preko tega prišla do teh menjav kadrov. Boštjan, kaj to pove v Sloveniji, če recimo se mora vlada ukvarjati s tem, kako bo zasedla sovražno ali pa prijateljsko, odvisno od zornega kota, v narekovajih svojo tiskovno agencijo? Ja, to pove, da pač gre, mislim, da čisto preprosto je tole. Ta tranzicijska levica, kot smo ugotovili na začetku, je prišla do točke tik pred ničem, oni so tik pred koncem. In zdaj seveda razumejo, da perspektive nimajo. Jaz mislim, da se utegne podobna konstelacija strank znajti na oblasti tudi po naslednjih volitvah, torej podobna, kot je sedaj. In zdaj so ugotovili, da perspektive nimajo in tu bijejo goril boj, in seveda je to vse absurdno. To so vsi, ki nastopajo, so klovni v teatru absurda. Kako lahko razumete, bi rekel, filozofsko ali pa, če hočete, fenomen Karla Erjavca, torej klovn v teatru absurda. Kako lahko razumete fenomen Blaža Zgage, klovn v teatru absurda. Ampak čisto tako, kot se to imenuje, pač. Ampak so to v resnici klovni, se ti strinjaš, Bojan, recimo Blaž Zgaga, za njega praktično nismo slišali, dokler ni Janez Janša postal predsednik vlade, zdaj je pa, če malo karikiram, mogoče edini novinar, za katerega so slišali izven Slovenije, ker vsi vejo, da je Blaž Zgaga tle ogrožen, ker mu Janez Janša streže po življenju. Ja, no, jaz sem prej slišal za njega, ker sem tudi nekaj sodeloval z njim, tudi je zame naredil neke določene prispevke, recimo obdelal neke določene teme, pri čemer je bilo zanimivo, da se nikoli ni hotel javno izpostaviti. On je recimo pripravil 2-3 prispevka zame, ampak ker so bila vpletena neka znana imena iz tranzicijske levice, ki jih je on sicer korektno preiskal, našo dokumentacijo, odkril neke nečednosti, ampak potem je to meni ponudil v objavo pod mojim imenom in tako dalje, zato ker se sam ni želel izpostaviti. Tako da to recimo pač nekaj pove o njemu, tako da jaz pač njega poznam, imamo neko določeno skupno zgodovino in pač vem, dokot on približno seže. In tudi bom rekel, na nek način sem malo presenečen, ta njegova tovrstna aktivacija, ki zdaj že meji na čisto patologijo. Mislim, nekaj se je pravzaprav po mojem zgodilo z njim, ker nemogoče je, da on v bistvu zdaj živi življenje Janeza Janše, živi življenje nekoga drugega. On na dan, mislim, ne vem, če spremljate, ampak on na dan tweetne enih 20, 30, 40, 50 tweetov samo o Janši. Bojno, te smem dopolniti takoj. In je to, bom rekel, to, ne vem, to se zbudiš in začneš živeti Janeza Janšo in s tem greš spat, se to nekako ni normalno. Pa se to delajo. Pri čemer je, kaj je pa najbolj absurdno, zdaj, ko se pogovarjamo o novinarstvu, je pa to, da človek, ki v enem letu ne napiše nobenega članka, pa mogoče enega, ne vem, dobi novinarsko nagrado kot novinar leta tam Deutsche Welle in dobi celo 50 tisoč evrov. Ob tem, da je pač pustimo zdaj, kaj je razne govorice o tem, kaj je pravzaprav smisel tega finančnega plasmana bilo in tako dalje. Jaz tudi sicer verjamem, da te zgodbe niso, bom rekel, čisto,
nedolžne, da so vse te zgodbe povezane z nekimi obveščevalnimi službami, z nekimi operacijami in tako dalje. Tudi če mogoče pogledamo nekatere članke Blaža Zgage v preteklosti, bi rekel, da jih je nemogoče bilo sestaviti brez pomoči kakšne tuje močne obveščevalne službe. Jaz mislim, da se danes ne moreš lotiti nekega močnega črnogorskega podzemlja, ne? Potem, ko nekega urednika Nacionala v Zagrebu raznese bomba, ne? Tipa kot Blaž Zgaga, pa preživiš, pa se imaš fino dalje v Ljubljani. Ne? To v bistvu ne gre brez nekih obveščevalnih služb. Tako da to je pač nek kontekst, ne? In to je to, no? Ampak mislim pa, da to vse ni nek prototip nekega slovenskega novinarja Blaž Zgaga. To je čist nek posebek, nek vijak v neki vojni zdaj proti Janši, pa mogoče celo kakšni večji strateški vojni, ki se odvija na svetu ali pa v Evropi. No. Ampak zdaj, ki smo že pri prototipu... Ampak nek, ki se ga bo zlahka pogrešal. Ko smo že pri prototipu slovenskega novinarja, po vašem mnenju so slovenski novinarji žrtve ali so pač aktivni gibalci, se pravi aktivni akterji v tem, kar se dogaja po slovenskem? Tako kot bi rekel Igor Grdina, ne, moj cenjeni kolega, on ni rekel to za novinarja, on je to rekel za enega od zgodovinarjev, da pač jaz pa to metaforo uporabljam, so kot natakarji, prinesejo tisto, kar gostje oziroma kar tisti, ki jim bi rekel, rečejo, kar jim ukazujejo ali karkoli to že imenujemo, naročijo. To je zapravi, prinesi to in potem to gremo v šestico, kaj pa bi, en zrezek pa eno pivo. In se bo to zgodilo, zrezek in pivo bosta na mizi. In to je pač isti princip, ki tukaj deluje. Tako da jaz te ljudi samo pomilujem in upam, da predvsem bojo pa prišli ob kruh, ker že zdaj prihajajo, ker to bo kolabiralo, to ne bo šlo. Tudi v svetu to ne bo šlo. Zato, ker kot je rekel Bojan, se pravi hologram družbenih omrežij, na katere se bojo pač priključevala posamična nišna glasila, kot Požar Report recimo, bo pač prevladujoč model prihodnosti. In zato bi jaz predlagal že danes, da se pač na FDV-ju ukine študij novinarstva, ker to ničemur ne služi. Ti ljudje bodo avtomatično nezaposljivi in so že danes nezaposljivi. No. Danes Slovenija ne potrebuje enega novinarja več, od več jih je pa približno vsaj polovica. Ja, mogoče niso zaposljivi v novinarstvu boje, pa očitno ta poklic dobro odskočna deska za druge službe. Novinarji grejo v politiko, novinarji grejo v komisijo za preprečevanje korupcije, zdaj sta šla dva novinarja recimo na Računsko sodišče, očitno drugje pa najdejo novinarji službo. No, mene je to presenetilo, recimo, da nek novinar, ki je star približno 30 let, iz RTV Slovenija, informativnem programu dela 2-3 leta, se prijavi na razpis za svetovalca vrhovnega državnega revizorja in je izbran med 24 kandidati. To je v bistvu, bom rekel, načrtna zgodba neke nagrade ali pa nekih drugih. Kako? Ti je tako kot praprotnikov, seveda. To se bom rekel, to je neko nagrajevanje nekih zvestih novinarskih kadrov, tako da treba, bom rekel, priti celo do te faze, da treba poročanje nekega novinarja presojati že z vidika te njegove bodoče kariere. Kaj si zdaj, seveda, kaj si pravzaprav lahko mislimo potem, recimo, da se, ko je Šarec postal predsednik vlade, je naenkrat 5 novinarjev prestopilo v njegovo politično ekipo. V njegovem kabinetu sta bili 2 novinarki. En novinar je postal minister. Njegova šefinja kabineta je postala ena novinarka z RTV Slovenija. Irena Joveva je postala evropska poslanka. In vsi ti ljudje so aktivno, vsi ti novinarji, ki jih omenjam, so aktivno sodelovali v predvolilni kampanji. Nika Benedik je vodila radijska soočanja. In ko je bilo konec volitev, ki je sodeloval Šarec, in mu verjetno ni postala neprijetnih vprašanj, če se naslednji dan po volitvah preselijo njegov kabinet. Verjetno ni zato zaposljiv, ker je bila do njega neprezanesljiva. Tako. Točno tako, evo, takšna je medijska podoba Slovenije, gledalke, gledalci, dr. Boštjan, Marko Turk, Bojan Požar, za danes najlepša hvala za vajine komentarje. To je bil medijsko reflektivni, že 541. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali večno privlačnost socializma. Ne zamudite in pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.